Moje ime je Tina Zadnik. Trenutno se ukvarjam predvsem z ustvarjanjem na različnih področjih, od animacije, lutkarstva do ilustracije. Sicer pa je moje ozadje čisto drugačno. V resnici sem univerzitetno diplomirana japonologinja in sonologinja in sem na Japonskem preživela nekaj časa. Od tam tudi moja prva izkušnja s Kamishibajem. Kamishibai je v bistvu lahko imenujemo mehko gledališče, komorno gledališče, in sicer pripovedovanje zgodbe s pomočjo slike, s pomočjo ilustracij in takega lesenega odra. Sama sem se odločila, da na ta način poskusim predstaviti Skopoljevo zgodbo v Idriji mlajšim otrokom. Ideja pa ni prišla samo od mene, ampak smo na to prišli skupaj z Martino Pelhan iz Idrijskega muzejskega društva. In sicer ravno letos praznujemo 300-letnico rojstva Janeza Antonija Skopolja, pomembnega znanstvenika, v Idriji poznanega predvsem kot prvega zdravnika, ki se je ukvarjal z zdravjem rudarjev. Hkrati pa ga imamo tudi za utemeljitelja naravoslovja, botanike na Kranjskem. Skopoljeva življenjska zgodba tukaj v Idriji se v bistvu bere kot prava pustolovščina. Pa ne samo to, rastline, živali, kamnine, ki jih je tukaj preučeval, so zanimive. Zanimive za odrasle in zanimive tudi za otroke. Pri pripravi prve različice besedila nekako skušala vključiti preveč takih besed, zaradi tega, ker se mi je zdelo vse pomembno. Od tega, da sem uporabljala besede kot botanik, pa Skopolja karniolika, pa vse nekako, ampak potem sva besedilo z Martino pregledali. Sočasno z oblikovanjem besedila smo tudi razmišljali o oblikovanju ilustracij. Na koncu pa sem se odločila, da je mogoče vseeno najbolj važno, da nekako izstopajo, tako da sem naredila in da ohranim nek ta ročni način. Se pravi, vse ilustracije sem najprej narisala s tušom, nato sem jih pa digitalno pobarvala. S pomočjo ilustracij se lahko približam otrokom. Ilustracije nam dajo tudi to možnost, da otroci sami kaj vprašajo. Samo pripovedovanje poskušam vseeno na nek način vključiti tudi svojo publiko. In pa poleg ilustracij smo se pa odločili, da je to tudi priložnost, ko si mogoče otroci lahko ogledajo nekatere stvari, ki se sliši, ki ima taka zveneča imena, kot je recimo cinabaritna ruda, epsomit, pirit, zadeve oziroma kamnine, minerale, ki jih je Skopolj preučeval, pa imajo tukaj ne samo na sliki, ampak priložnost tak mineral, kamen tudi v resnici pogledati. Sicer eno od glavnih sporočil tega besedila je tudi to, da je Skopolj vedel nekaj, kar bi morali vedeti mi vsi. Da vse je v naravi povezano. Se pravi, tudi majčkena žuželkica, čebela, metulj, Skopoljev lepenec, vsaka rastlinica, vsaka bilka ima svoje mesto in zato je dobro ne samo, da poznamo, ampak tudi varujemo naravo.